Teden mineva v duhu srednjeveških bojev na področju bivše tovarne Rog. Zdaj pa dovolite, da na hitro opišem situacijo o nepremičnini za tiste, ki niste z Ljubljane. Rog je bil najprej predelovalnica usnja, nato pa so tam začeli delati kolesa. Leta 1991 so ukinili še to, objekt pa je postal zapuščen. Leta 2006 so ga uradno zasedli svobodni ljudje, s časoma pa so se vzpostavili ateljeji, galerije, skatepark, zatočišče za prebežnike in koncertni prostor. Šerif Janković D. je že dolgo obljubljal, da bo zadevo podrl, ker je pač razvalina in ni varna za bivanje in zadrževanje. In takrat se je začela Igra prestolov, ki je doživela vrhunec ravno v ponedeljek zjutraj, ko je Janković v Rog poslal bagerje ob glasbeni spremljavi varnostnikov. A se spomnite prijateljice iz begunskih protestov? Isto dekle. Če kaj, gre pohvala za njeno vnemo, ko gre za pravo stvar. Ahmed! Ahmed, pridi van! Pizda! Janković, paramilitaris! Janković, paramilitaris! Pizda! Plačanci! Plačanci! Tako bi rad imel ta komad, pa mi ga iTunes ne najde. Edin, če sam njej v glavi špila. To je mogoče obrazložen. Meni se ne zdi najbolj človeško, in to me je res malo zaskrbelo, da umetniki niso pustili varnostnikov niti med malco. Poglejte to, tega gospoda varnostnika, ki sam svoj sendvič rad pojedu za malco. Poglejte, kako mu otežujejo pauzo. On ni vegan, on rabi vlaknine. On rabi sendvič s poli, pa s sirom, pa s kumarcami. To je varnostnik, on rabi vitamine in te stvari. Tega pust, da primer poje. Poglej to, no. Poglej to. A ni bogi. Šlo je celo tako daleč, da so morali varnostniki oditi na malco drugam. Fak, muho, priješ zjutraj ob 3 človeku pove, da boš hišo podrl, pa tako. Pa pizda, tudi moje čustva so neki vredni. Očitno je bolj varno jesti sendvič v Kočevskem Rogu na medvedjem krmišču, ko imajo mlade, kot pa v Rogu, kjer se jemlje drogu. Pa poglejmo zdaj na drugo stran, kako dejanje utemeljuje trenutni šerif mesta Ljubljana, Zoran Janković prvi. Ker zadnja zgodba je bila Rogovcu, zakaj se pa sploh toliko denarja, ker ga ni, ker bo gradbena jama. Pa sem vprašal, povejte mi eno gradbeno jamo, last mestne občine Ljubljana, pa smo Litih, v tej zgodbi, ker bi bilo, dajte 1,5 milijona, pa bomo mi ta sami sanirali. Pa mi povejte, kako naj se da 1,5 milijona, tako dajmo eno levo pa desno. Bom ponovil, ker mogoče ni vsak razumel. Zadnja zgodba je bila ne Rogovce, ne zakaj se pa sploh toliko denarja, ker se ga ne sme bo gradbena jama, pa sem vprašal, povejte mi eno gradbeno jamo, last mestne občine Ljubljana, pa smo bili tih, v tej zgodbi, ker ne dajte 1,5 milijona, pa bomo mi sami sanirali, ne pa mi povejte, kako se ne da 1,5 milijona, tako ne, dajmo eno levo pa desno. Zoki, to si tako povedal, da si celo noč poustvarjal s substancami v tovarni Rog. Mimogrede, Zoki odgovor lahko najdete na naši Facebook strani, pa si lahko sprintate za spomin, imate na steni. Mislim, 5-letni mulc, ki s kamnom razbije sosedi okno, zanalašč se z najlepše ven zmazati, kot pa Zoki. Kakorkoli MOL bo zgodbo peljal na sodišče, Jankovića pa verjetno na govorne vaje. Sam pa bi bilo fajn, da ne podrejo Roga, ker imajo tam že odlične tečaje za begunce organizirane. Bi bilo škoda. A ne bi bilo škoda. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.